Takole, jaz bom pa medtem znova na oder povabil gospoda, ki mi bo pomagal z povzetki razprav z najbolj izpostavljenimi temami in z odzivi udeležencev. Zanima nas, kaj je tisto, kar smo se naučili v teh 2 dneh in seveda za zaključke znova vabim, da se mi pridruži državni sekretar Jure Trbič. Prosim za aplavz. Jure, včeraj, ko smo začeli konferenco, sva v pogovoru z ministrom dejala, da so seveda pričakovanja velika, hkrati pa zdaj ob zaključku konference lahko rečemo, da so bila najbrž da upravičeno tako velika. Šlo je za prvo tovrstno srečanje organizacije Ministrstva za javno upravo z večjimi deležniki in najbrž je bilo kar kup zaključkov, ki jih boste odnesli in analizirali v naslednjih dneh, tednih, mesecih. Ja, pravzaprav bi rekel, da bo to gotovo bolj vprašanje za udeleženke in udeležence. Ampak tako včeraj kot danes, bi rekel, sem tako jaz osebno kot tudi prek drugih ljudi nekako dobil precej povratnih informacij, da je zelo zanimiva konferenca, tako vsebinsko kot seveda tudi v smislu druženja in srečanja, kar je seveda tudi pomemben element teh zadev, tako smo že včeraj rekli, pa tudi danes. In mislim, da je to, kar ste povedali, gotovo res. Taka konferenca je pač več kot dobra. Tudi opazil sem kar nekaj ljudi, predvsem gospa v prvi vrsti, ki se je tudi pogum zbrala in se oglasila, da si zelo veliko zapisala, kar je pravzaprav tudi namen tega. Čeprav bo seveda tudi na voljo posnetek in smo vam pravzaprav na MJU seveda tudi na voljo glede naših vsebin tudi sicer. Je pa res, da se je ravno konferenca odvila v, lahko rečemo, vrhunskem času, najbrž niste tempirali tega. Včeraj, ko sem gledal, če je kaj svežega, kar lahko povem, je bila prva novica, vroča novica o podpisu. Danes, ko sem pogledal, če je spet kaj vročega, kar lahko povem, sem prebral prvo novico, ki pravi, da je vlada potrdila največjo prenovo plačnega sistema v 15 letih. Timing je bil zelo dober. Bom rekel, ni kaj dodati. Super in čestitke za to, da smo lahko in včeraj in danes govorili o teh dobrih novicah. Zdaj pa, če se lotiva še nekoliko in nakratko preveriva, kaj vse smo danes imeli priložnost slišati na tem odru. Najprej predstavitev Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem. Ko smo govorili o volilni zakonodaji, sem dobil občutek, da je volilna zakonodaja prinesla ogromno novosti in da je tu veliko dela, ki ga seveda še čaka tako ministrstvo kot tudi občine. Ogromno usklajevanj, hkrati pa vidimo, da so nastavki že, temelji so že postavljeni. Drži. In tudi že včeraj smo malo načelno na koncu, pa ne nazadnje tudi v luči današnjih razprav, predvsem prve. Na MJU smo zelo navajeni voditi dialog, vključevati, ne nazadnje tako občine kot pač tudi vse druge deležnike. In gotovo bo še kar nekaj krogov, ne nazadnje pa ravno pri tem zakonu o lokalnih volitvah je bilo par dni nazaj v Državnem zboru tudi prvo branje. Moram tukaj omeniti, da sem tudi delim mnenje tudi naših na direktoratu, da je bila zelo konstruktivna debata, zna pač v samem parlamentarnem procesu priti do manjših korekcij, ampak generalno bo ta zadeva šla tako naprej in kot sem dobil povratno informacijo, predvsem iz strani občin, je pa tudi termin čudovit zdajle, ker bo dovolj časa seveda, da se na vse te zadeve ne nazadnje tudi tako občine kot ne nazadnje tudi mi pripravimo. Je pa res, da na eni strani lahko zdaj to še enkrat preverim, tako kot smo zjutraj, da ti mi pomaga z dvigom rok, koliko vas je tule predstavnikov Ministrstva za javno upravo in preostalih ministrstev? Upravne enote? Živja. In občine? Lahko ti povem, da jih je največ ušlo iz upravnih enot in iz občine. Sem videl. Ampak vseeno se mi zdi, da je bilo v tisti prvi debati ravno to ključno, da dejansko, tako kot smo videli na odru sodelovanje med direktoratom in občinami, podobno je bilo tudi v občinstvu. Ogromno enih vprašanj, mnenj, najbrž je tukaj ravno zaradi teh novosti, zaradi vladnih predlogov še toliko stvari, ki se lahko uredijo, ki se lahko izboljšajo. Drži. Dejstvo pa je, da MJU je v konstantnem stiku sploh z občinami, mislim pa tudi drugimi deležniki in drugih področjih, ampak recimo, kar se tiče lokalne samouprave,
Lahko tudi omenim tudi neko redno delovno skupino, ki jo imamo, ki jo vodimo potem z občinskimi združenji, da o pogajanjih o povprečninah sploh ne bi začel. Bomo videli, mogoče bo kakšno tudi še vprašanje na koncu. Greva k drugi razpravi. Takrat smo govorili o delu direktorata za stvarno premoženje in mi je bilo zelo zanimivo slišati kup stvari, na katere niti nisem pomislil. Recimo, kako seveda tukaj direktorat skuša iti v strukturo lastništva namesto najema, kako je pravzaprav tudi delo na domu ena izmed morebiti priložnosti za prihodnost, ko govorimo o tem, kako zmanjšati količino stavb oziroma samega premoženja, ki je v lasti države. Kaj so bili mogoče zaključki, ki ste jih vi slišali na tej debati, na tej razpravi? Ja, če dovolite, se za trenutek povrnem še na prejšnjo. Zunaj žal ta druge, torej stvarnega premoženja nisem mogel spremljati v živo, pač to druge obveznosti, ampak med tem obveznosti smo tudi govorili, da prvi, tudi za tiste, ki niste iz občin, je bilo to zelo zanimivo slišati, ker ne nazadnje je bilo govora tudi malce o širše zgodbi kot le o lokalnih volitvah. In če navežem na drugo, ker sicer žal nisem mogel, ampak sem pa se z direktorico ZUM pogovoril in se ji opravičil, mislim, da so bili ključni poudarki predvsem to, kaj sploh država s tem dela, kakšne ima strateške načrte, kje so največji izzivi, torej recimo tudi ta razmerje lastniško-najemno, priložnosti dela z dislokacij, tudi v tej luči tudi gotovo zgodbe o decentralizaciji, ki pač mislim, da jih recimo ta vlada kar je naredila korak naprej. Bom pa ekstra opozoril na zunaj, če ste opazili v predprostoru, je tudi ena čudovita razstava, ker pravzaprav MJU oziroma Direktorat za stvarno premoženje tukaj pravzaprav ima zelo, zelo plastične reči za ponuditi oziroma pokazati, kaj pa tu država pravzaprav dela tako za javne uslužbence nenazadnje kot seveda ljudi, prebivalstvo, pa se žal, bom rekel, znamo premalkrat pohvaliti za to. In na tem mestu, čeprav se posipam s pepelom, da fizično nisem mogel biti prisoten, ampak lahko tudi sodelavcem pa sodelavkam na Direktoratu za stvarno premoženje rečem hvala. Ja, res so imeli odlično razpravo in tale razstava je bila tudi še en dodatek, na katerega smo z veseljem povabili. Če se lotiva potem še zadnje razprave, ki smo bili pravkar priča, Direktorat za javno naročanje, beseda konkurenčnosti je bila tista, ki so jo izpostavili. Morebiti smo jo mi premalo v teh 2 dneh, ali pa je konkurenčnost res nekaj, kar je mogoče vseeno bolj osredotočeno na Direktorat za javno naročanje? Ja pa ne. Gotovo se v Direktoratu za javno naročanje s tem v nenazadnje poslovnem smislu, ker javno naročanje veliko ukvarjajo, ampak bi rekel, da tudi še kje drugje. Gotovo nenazadnje tudi na službi za upravne enote, smo že včeraj poslušali, ker tudi z delovanjem teh podsistemov skrbimo za konkurenčno delovanje tudi seveda države, pa tudi gospodarstva. Tako da bom pa rekel, sem vesel, da sem si uspel utrgati pa čas za tudi poslušati te zadeve, ker Direktorat za javno naročanje gotovo vedno zelo zanimivo poslušati, ne le zaradi vsebine, ki je morda pravi včasih kdo tako, da je malo suhoparna, ampak gotovo ni, predvsem pa pač, mislim, pa naj vam ne laskam preveč, ampak res iskreno zelo, zelo dobro znajo in predstaviti in definitivno ne le predstavljati, tudi opravljati svoja poslanstva. Eden izmed zaključkov, ki se mi je zdel zelo zanimiv, je potrebno je imeti dovolj časa, ampak hkrati tudi hitrejše odločanje. Kako doseči, čeprav se seveda ve, k čemu stremi tako direktorat kot ministrstvo? Mislim, da bo odgovor na to vprašanje, se veste, bolj umetnost kot znanost. Ampak kot zanimivost, ta ista dilema je bila izpostavljena tudi včeraj v zadnjem panelu. Pač zahteve okolja in časa zahtevajo čim večjo hitrost, hkrati pa v bistvu zato, da nekaj kakovostno je, vseeno rabiš nek čas. Tako da bi rekel, tisto točen presek je pa včasih strokovno vprašanje, včasih tudi pač dejansko kar politično. V bistvu imam za konec še eno vprašanje, ki je bilo nekako na mentimetru tako včeraj kot danes, pa me zanima, kaj je pa zdaj z vaše strani tisto, kar bi izpostavili. Kaj vam bo, recimo čez nekaj dni, ko se boste ozrli nazaj na konferenco, najbolj ostalo v spominu? Kaj je tisto, kar se vam zdi, da ste vsi na ministrstvu najbolj odnesli z te konference?
po mojem mnenju je definitivno eno zelo dobro vzdušje, pa ne mislim samo v smislu fino, da smo na konferenci, ne. Vzdušje tako prisotnih, kot ne nazadnje v samem vsebinah, ki so bile podane, in iz več kot le od nekoga sem slišal, to mora postati letna reč, ne. Tako da mislim, da je to ena največja zahvala ali pa pohvala tudi za ministrstvo, da je prav, da smo to naredili, da je prav, da diseminiramo seveda tako znanje, kot ne nazadnje tisto, kaj delamo, in marsikdo, tudi recimo zaposleni po ministrstvu, mi je še omenil, kako zanimivo je, ko slišim, kaj pravzaprav na drugem direktoratu delajo, ne. Pa to seveda ne pomeni, da se pri nas ljudje ne pogovarjajo med seboj, ampak dejstvo je, da ljudje delajo in seveda vsak dan se pač med sabo vsi ne, tako da je to dobro predvsem seveda tudi za širšo publiko, ki je bilo namen, torej za obiskovalce, ki ste tudi prišli in se vam seveda tudi zahvaljujemo, in verjamem, da bomo to še kdaj ponovili. Ja, res je bilo lepo videti to sodelovanje med ministrstvom, med občinami, med upravnimi enotami in med preostalo zainteresirano javnostjo. Jure, preden vas spustim oziroma preden zaključimo s konferenco, še kakšno vprašanje strani publike? Še kakšno mnenje strani publike? Ok, mislim, da se lahko v tej priložnosti, čeprav, moški. Že prej sem vas hotel grajati, ker sem ni upal niti roke dvigati, tako da zdaj sem sam čakal, če bo slučajno, ampak nič hujšega, jaz mislim, da smo res povedali ogromno, da ne rečemo vse, tako da res najprej najlepša hvala državnemu sekretarju Juretu Trbiču za zaključne misli in za res odlično idejo potem, da je Ministrstvo za javno upravo organiziralo konferenco. Toni, hvala za odlično vodenje. Najlepša hvala. In seveda hvala vsem vam, da ste se udeležili včeraj, danes, prenesite še znanje naprej, vedno pa smo vam seveda na MJU z veseljem na voljo. Ja, res hvala vsem za udeležbo, za sodelovanje in za dragocene prispevke. Kot nekdo, ki ne prihaja ne iz ministrstva, ne iz upravne enote in ne iz občine, lahko rečem, da je bilo v užitek ta 2 dneva poslušati vse razprave in hkrati videti to, kako lahko res vsi deležniki sodelujete med seboj in prispevate k boljšemu jutri. Hvala, pa se vidimo ne jutri, ampak naslednje leto. Uživajte.